Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je z nami Lea Rajh, mlada gasilka iz Središča ob Dravi, ki jo zelo dobro poznamo. Pravzaprav je bila gimnazijka, v Ormožu smo jo videvali na gimnaziji, potem je odšla študirati v Ljubljano, ampak to ni bil vzrok, da bi morda pozabila na domače kraje in predvsem na svoje gasilce. Lea Rajh, pozdravljena v naši družbi. Hvala za vaše povabilo. Pravzaprav je povod tvojega obiska v našem studiu vaš minuli tabor, ki je bil zelo pester, kot smo videli, udeležencev je bilo še in še, od vsepovsod so bili. Kako dolgo pa že pravzaprav takšne mladinske počitniške tabore pripravljate v vašem gasilskem društvu? Torej, letos je bil že 7. gasilski tabor, torej 7. leto. Tabor je v bistvu osnoval naš poveljnik Damjan Munda. In od takrat naprej ga torej organiziramo. Začeli smo z skromnim številom udeležencev, to se pa letos kar izboljšalo, oziroma smo letos dosegli rekordno število udeležencev, in sicer 53 otrok. Odkot pa pridejo vsi otroci k vam na tabor? Ja, kar nekaj let že vabimo tudi naše prijateljska društva, pobratena društva na tabor. 3 leta imamo že mednarodni tabor, in sicer iz prostovoljnega gasilskega društva Ruše, Sela, Obrež, potem iz DVD Preseka so udeleženci, in pa letos so nas tudi z obiskom razveselili gasilci mladi iz PGD Lovrenc na Pohorju. Kaj pravzaprav takšni tabori pomenijo? Čemu jih torej gasilska društva organizirajo? Kar nekaj smo jih izsledili te zadnje vikende. Verjetno to ni slučajno, ne? Takšni mladinski tabor. Ja, gasilski podmladek je za gasilska društva oziroma za nasplošno za gasilsko organizacijo zelo pomemben. Mi ta organiziramo iz 2 vidikov oziroma z 2 namenoma. Prvi je ta, da se recimo otroci po naporni tekmovalni sezoni, tudi po napornem šolskem letu, malo sprostijo, se zabavajo, so s prijatelji, drugimi gasilci. Tudi za negasilce organiziramo tabor, torej vabljeni so tudi tisti, ki še niso vključeni v gasilsko organizacijo. Torej ta sprostitveni zabavni del. Drugi vidik pa je, da jih navdušimo za gasilstvo, da jih prepričamo se včlaniti v naše vrste, da se bodo radi vračali k nam in da bodo tudi nas enkrat nadomestili. No, kdaj konkretno pa si ti torej postala gasilka, oziroma kaj te je navdušilo, da si stopila v gasilske vrste, glede na to, da v tvoji družini ni gasilcev? Ja, torej jaz sem gasilka od leta 2009, torej letos teče 9. leto. Ni tako dolgo po eni strani, moji prijatelji gasilci so že od zelo malih pionirskih vrst pri gasilcih. Mene pa ne bom rekla navdušilo, ampak sem prišla prek enega slučaja gasilcem, in sicer moji 2 sošolki sta bili že pri gasilcih in sta za eno tekmovanje rabili 3. članico ekipe. In ker je bil to gasilski kviz in se je bilo potrebno marsikaj naučiti oziroma predelati določeno gradivo, so rekli: "Joj, Lea, ti, ko boš to hitro osvojila, ti, ko se tako hitro naučiš, daj pridi, pa boš nam pomagala." In to je bil moj začetek. Takrat sem pač prvič šla na tisti gasilski kviz, no in takrat sem tudi ostala. Je pa res, da ponovadi gasilci, predvsem mladi, pridejo gasilcem in ostanejo zaradi večinoma istih razlogov. Pridejo zaradi tradicije, torej da so že družinski člani bili gasilci oziroma so, ali pa pridejo zaradi prijateljev. Slednji so pa tudi tisti, zaradi katerih ostanejo pri gasilcih. To je družba, dobro počutje, prijatelji, zabava. Tisto, kar pa se zraven razvija, so pa vrednote, čut, zavzetost in predanost. To pa je tisto, kar pri posamezniku se mora razviti in da ga prepriča, da potem ostane pri gasilcih. No, ti si ostala in zelo aktivno torej deluješ v vašem prostovoljnem gasilskem društvu. Ja, moram reči, da me je kar potegnilo. Ne vem sicer točno kdaj. Torej začela sem kot mladinka, takrat se še imenovalo starejša pionirka. In potem sem ostala, prestopila v članske vrste. Takrat sem tudi pri raznih
aktivnosti začela drugače sodelovati, malo bolj zavzeto. Zdaj v tem zadnjem času oziroma v tem mandatnem obdobju, torej zdaj, ko so bile volitve letos, sem pa od marca naprej prevzela funkcijo predsednice mladinske komisije. To pač v prenesenem pomenu, da sem vodja mladine v našem društvu. Funkcijo to isto sem pa prevzela tudi na Gasilski zvezi. Tako da je kar naporno oziroma veliko dela imam, zdaj še poleg službe in faksa, tako da nekako si moramo dobro organizirati vsakdanjik. Vsekakor. No, v glavnem, nalog so ti kar naložili, to pomeni, da si sposobna, ne? In da si najbrž tudi konkretno prijela za delo. To je res, ja. Tako kot pravijo, tisto gonilno silo moraš še malo bolj obremeniti, da še naprej vleče, ne? Ne vem, verjetno sem točno po značaju, po karakterju, da stvari, ki si jih zadam, tudi izpeljem oziroma jih odgovorno prevzamem in jih tudi izpeljem. Zato verjetno se radi obračajo name. No, kot sem povedala uvodoma, obiskovala si ormoško gimnazijo, kako pa se teh let spominjaš? Kdaj si torej, katero leto si pravzaprav končala ormoško gimnazijo? Ormoško gimnazijo sem končala leta 2014. Gimnazijskih let se zelo dobro spominjam. To so bila verjetno najboljša leta mojega življenja do sedaj, recimo, zraven sedaj študijskih let. Ampak na gimnazijo sem bila zelo navezana. Sem bila tudi, recimo, kar dejavna tam. Ne vem, počutila sem se zelo dobro nasplošno v okolju in tudi s profesorji. Bili smo majhni, ampak smo se zelo dobro razumeli in se mi zdi, da ima vsak svoje možnosti, da se razvije in meni je gimnazija ravno to dala, da sem našla sama sebe, kaj rada delam in da sem postala to, kar tudi danes sem. In potem si odšla na študij, kaj študiraš? Študiram ekonomijo v Ljubljani, tik pred diplomo. To pomeni, ja, zdi se mi, da samo en izpit manjka, ne? Ja, čakam še rezultate, potem pa diploma. Torej, izpit je opravljen, ampak samo rezultati so še. No, zanimivo pa je to, ne, pri kom delaš ta izpit, ne? Nam kar povej. Ja, nositeljica tega predmeta je ministrica Maja Makovec Brenčič, tako da nas je imela tudi nekaj predavanj. Pač pri nas na ekonomski fakulteti je kar dosti profesorjev, ki so tudi v politiki dejavni in imamo tudi mi stika z njimi. Veš, ne, da je pred kratkim bila na obisku v Ormožu? Ja, tudi to sem zasledila in tudi pogledala fotografije, mislim, da na gimnazijski strani so, tudi da je gospa Brenčič obiskala ti gimnazijo v Ormožu. Se kdaj tako recimo pogovarjate kaj tudi izven šolskih programov, recimo konkretno sedaj z Brenčičevo? Niti ne, nimamo nekega takšnega stika z njo neposrednega, ampak posrednega preko predavanj, naprimer, in pa recimo, če izkoristimo kakšno govorilno uro pri njej, kar se tiče vezano osnov, in to drugače pa niti ne. Se mi zdi, da poskušajo ne vnašati te politične teme v neke šolske programe oziroma zato, ker vsi smo opredeljeni drugače, torej imamo različne miselnosti, svoje mnenja in zato po moje ne odpirajo ravno teh perečih tem, kar se tiče naše vlade in političnega stanja. Ja, se najbrž niti ne smejo, ne? Ja, tudi to verjetno, ja. No, kako to, da si odšla študirati v Ljubljano? Ja, najprej sem se v bistvu vpisala na medicinsko fakulteto v Mariboru, torej tisto prvo leto po gimnaziji. In sem tudi obiskovala par tednov medicinsko fakulteto, ampak se mi zdi, da moje srce ni bilo tu, ker sem v bistvu že na začetku kolebala mogoče malo med fakultetami, ampak sem na koncu vseeno se odločila, da ne bom nadaljevala na medicinski fakulteti, saj sem si mislila, da izgubiti eno leto proti celemu življenju, pa če ne bi bila s srcem vedno predana medicini, bi bilo škoda. In potem sem se odločila raje pozirati eno leto. Tisto leto sem tudi delala preko študentskega servisa, nekaj izkušenj sem se nabrala in tudi z gasilsko mladino sem začela takrat intenzivno delati. Tako da tisto leto je bilo verjetno prelomno. No in potem sem se vpisala na ekonomsko fakulteto v Ljubljani naslednje leto.
In evo, tu sem, tik pred diplomo, mislim, da je bilo uspešno. Ja. Kako pa pravzaprav usklajuješ? Ker dobro, obveznosti z gasilskim društvom Ljubljana je daleč, ne? Ja. To pomeni, da moraš kar potuješ veliko. Ja, veliko potujem, recimo, kar se tiče sestankov in sej, ki so večinoma med tednom, se nekako probam zorganizirati, oziroma me tudi moji kolegi upoštevajo, kdaj lahko. Pridem iz Ljubljane, na primer, med tednom, no, potem pridem iz Ljubljane, opravimo sejo, sestanek, potem potujem nazaj v Ljubljano, gasilska vaja pa imamo ob petkih, tako da se trudim, da pravi čas se vrnem iz Ljubljane in da lahko tudi pomagamo mojim somentorjem. Moram pa reči, da smo 3 mentorji v našem gasilskem društvu, recimo uradni, ki delamo največ z otroci. Mi 3 se usklajujemo med seboj in se potem usklajujemo, kar se tiče, kdo bo na vajah, kdo lahko, kdo ne more, kaj bomo delali in te stvari. Je pa pestro, tudi doma recimo, zato ker sem dosti odsotna doma in ne morem tudi doma toliko pomagati vinogradu in pa nasplošno doma, tako da je tudi doma pestro, kar se tiče mojih aktivnosti pri gasilcih. To pomeni, tudi doma poprimeš za delo, v vinogradu? Ja, se trudim. Najti čas tudi za to, ampak bolj poleti recimo, zdaj, ko sem doma. Drugače, čez leto je bolj težko. Kadar sem doma, seveda, da poprimem vedno za delo, samo zdaj bi se moja mama strinjala, kadar sem doma. To je pa druga stvar. No, kje pa torej si, ko nisi doma? Pri gasilcih? Ja, največ sem v gasilskem domu. To recimo, ponedeljek do petek, od ponedeljka do petka sem itak v Ljubljani, no potem v petek ali pa soboto preživim v gasilskem domu recimo, v nedeljo, petek že grem nazaj, tako da za družino je čas, ampak tako kot pravi, moj drugi dom je verjetno gasilski dom. Kaj pa sicer počnete mladi v Središču ob Dravi? Ti si pravzaprav, se mi zdi, vse posod, ko se kaj takega dogaja. Ja, deluješ tudi kot voditeljica različnih prireditev, ne, gasilskih, in dobro ti gre. Ja, sem članica tudi turističnega društva v Središču ob Dravi, tako da me tudi tam pokoristijo za kakšno delo. Tudi rada se udeležujem vseh stvari. Se mi zdi, da smo ljudje malo pozabili se vključevati v lokalne aktivnosti. Recimo tudi mlade, kar je meni osebno zelo škoda, da ne izkoristimo priložnosti, ki jih imamo, da bi se udejstvovali. To se mi zdi, da je odvisno od vsakega posameznika, koliko ima tega čuta, te patriotnosti do domačega kraja. No, jaz jo zelo čutim in zato se tudi rada vračam domov. Ja, tako da kjerkoli poprimem v bistvu za delo, ali me recimo društvo upokojencev vpraša za kakšno pomoč, ali turistično društvo, ne vem, vedno, ko me kdo kaj rabi, ni problema. Mogoče bi se mogla včasih naučiti reči ne, ker sem potem jaz preobremenjena in pod stresom, zato ker si vse stvari ženem precej k srcu in jih hočem tudi perfektno opraviti. Ampak ja, ne vem, ta čut nekaj imam, da ne vem, rada bi pomagala vsem in vedno, ko me kdo prosi. No, kaj pa sicer počnejo mladi v vaši občini? Dobro, eni so pri gasilcih, drugi so v turističnih društvih. Ja, imamo tudi nogometni klub, dosti mladih je tudi tam. Drugače pa obiskujejo glasbene šole, predvsem otroci osnovne šole. Tisti, ki pa obiskujejo srednje šole, pa se mi zdi, da so iz leta v leto manj aktivni. Torej, recimo, če pogledamo primer, da so pred par leti je bilo šolsko igrišče recimo še polno po popoldnevih, recimo po šoli. So se zbirali, so igrali košarko, nogomet. Nekako so se bolj družili. Zdaj pa se mi zdi, da se ne ve več družiti. Po moje je to problem prehitrega tempa življenja. Tudi mladi so danes obremenjeni z nekaterimi stvarmi in so tudi pod stresom. Sama po sebi vidim, recimo, da je temu tako. Eni ne, eni so pod stresom, eni niso, eni se ne ukvarjajo z ničemer, recimo, eni se ukvarjajo z veliko stvarmi.
Ja, pa po mojem vsakega posameznika, ja, koliko je kdo prizadeven, da se udejstvuje in je aktiven. Drugače pa v središču je res, da se skozi nekaj dogaja, ampak se mi zdi, da tudi na splošno vse generacije ljudi so opustile to druženje in pa osebni stik, kar je zelo škoda. Ne vem, No, kaj bi si recimo ti želela, če bi imela čarobno palčko? Kaj bi naredila v svoji občini? Zdaj recimo lahko tu omenim miselnost našega novega predsednika gasilskega društva. Eden izmed njegovih ciljev je, da želi recimo v eni prireditvi ali pa pač prireditvi, ki bo v prihodnje, na primer, povezati več društev. To recimo že izvajamo, ko je dirka starodobnikov v središču, takrat poprimajo tudi vsa društva za delo. Drugače ja, jaz bi si želela, da bolj stopimo skupaj, da si bolj pomagamo in da ni tistega spodnašanja, recimo, jaz sem bil takrat, ti meni to, ti meni ono. Ne vem, zakaj je bilo potrebno rečeš besedo zahvale, ampak ne, da bi moral tako prositi nekoga, joj, pa kaj bi mi lahko pomagal. Meni se zdi recimo samoumevno, da ko je neka stvar, ki je dobra za celotno občino, za celotno skupnost, vsi stopimo skupaj. Recimo to bi si jaz želela, da se prihodnje še malo bolj podpiramo, kot že se, ampak da še malo bolj si izkažemo to, da se eni druge rabimo in da si bomo preskočili na pomoč. To pomeni brez, da bi te kdorkoli prosil, ne? Ja. Da samo vidiš. Recimo prositi moraš, recimo predsedniki društva, da se med sabo dogovorijo, ampak da bi se nam nekako vsidralo to v našo zavest, da aha, zdaj se nam bliža praznik Buč ali pa ja, zdaj pa gasilska veselica, oni nam pomagajo, bomo mi njih z našim prihodom razveselili, ali pa recimo, ko gasilci organiziramo dan odprtih vrat, mi ga organiziramo za krajane naše, ne samo za nas gasilce, ampak za krajane. Tam recimo prikažemo dosti uporabnih stvari, kar se tiče temeljnih postopkov življenja, kako delati z defibrilatorjem, predstavimo naše delo, naše opremo, orodje, da tudi krajani vidijo, da ko se nabavlja oprema ali pa pobiramo prispevke, da je ne kupujemo za nas, ampak za dobro celotne skupnosti. Recimo te zadeve, da bi malo bolj uskladili, pa da bi si znali vračati usluge, brez da bi morali, ne vem, ful prositi ali pa, da nam to pride v navado. To pomeni, da je najbrž prisotna kar nekaj apatičnosti, ne, tako med občani. Kakšen imaš občutek? Tako bom rekla, tisti, ki smo aktivni pri večjih zadevah in tisti tudi obiskujemo prireditve, tisti smo organizatorji prireditev in s tistimi tudi imaš potem največ stika. Recimo tako kot jaz imam s tem ljudmi stika, ker vem, da so aktivni. Sicer pa ne vem, zakaj so se ljudje tako opustili po eni strani, ne? Ali je to tehnologija ta, ki je prinesla v družbo nekaj novega, nekaj svežega, ne vem. Po moje ljudje so že nasplošno zaradi stanja države in pa gospodarske situacije tudi meni imeli možnosti iti ven, se iti zabavati in mogoče jih je to tudi pahnilo tako apatičnost, ja, to stanje. Kam pa se boš ti sedaj torej po končanem študiju odpravila? Kakšni so tvoji načrti? Ja, zdaj po diplomi me še čaka magisterij. Direktno sem vpisala dalje in sicer na program menedžmenta. Zdaj sem bila na smeri bančni in finančni menedžment, zdaj pa nadaljujem samo na menedžmentu. Se mi zdi, da mi ta poslovni organizacijski svet pa organizacija pa da držiš nekaj skupaj leži. In bom tudi verjetno v tej smeri tudi kasneje nekaj poiskala za prihodnost. Naj bom rekla, da me ne zanima tudi tujina, predvsem nemško govoreče države, ampak bomo videli, kam me bo pot zanesla. Mogoče preko meje, mogoče tudi ne. Rada bi ostala doma, ampak bomo videli, kaj mi bo država ponudila. Pa tudi, kaj ti bodo doma lahko ponudili, ne? Tudi to. Kar se tiče tvoje profesije. No, to menedžment in organizacija in takšne zadeve pa ti dobro gledajo, ne?
To smo videli na vseh teh taborih. Ja. Kar fajn pošlihtate vse skupaj, ne? Ja, Da se vrneva še malo torej na gasilce. Ja, se mi zdi, da recimo, če imaš na taboru prijavljenih 55 otrok, da ne moreš pustiti nič na ključju. Torej, aktivnosti na taboru morajo biti vodene, dobro zasnovane, mora se vedeti, kdo kaj dela, kdo bo kaj opravil, pripravil, izvajal. Zato s pripravami začnemo, po mojem, že konec februarja. Se že tako celo leto počasi razmišljamo, nabiramo ideje, kaj na naslednjem taboru pripraviti, ampak tisti organizacijski del se pa začne, ja, druga polovica februarja in začetek marca. Od takrat naprej se snuje tabor, zadolžitve. No, zanimivo je to, da vsem tem otrokom tudi organizirate kuhinjo, ne, prehrano. Ja. To je zanimivo in potem vse, seveda, kar še spada zraven. To je ena izmed najboljših stvari našega tabora, da jim ponujamo domačo pripravljeno hrano. Naša glavna kuharica in pa pomočnice se pri tem zelo izkažejo. Otroci imajo 5 obrokov na dan na voljo. Vedno imajo na voljo nekaj za piti, nekaj za prigrizniti. Drugače pa vsi udeleženci, ki pridejo drugod, tudi mentorji, drugi iz drugih društev, ne morejo prehvaliti in se navdušiti nad našo kuhinjo in da lahko jejo sveže, vroče buhlje, piščančjo rižoto, riža na rastek še sveži. Tako da to je ena izmed res boljših stvari našega tabora. Jaz mislim, da je tudi prav tak. Letos smo se potrudili, da smo za potrebščine za kuhinjo in pa za splošno prehrano prosili za pomoč naše domače lokalne pridelovalce. To so bile 3 kmetije, ki so nam omogočile jajca, mleko, meso. Tako da to je ena izmed plus točk, tako da bi se rada v tem trenutku tudi zahvalila našim sponzorjem, donatorjem in pa vsem tistim, ki so nam preskočili pomoč materialno in nematerialno. No, če praviš, da je bilo prek 50 torej otrok, tabornikov, koliko pa vas je bilo tistih, ki ste skrbeli zanje? Ja, to je zdaj tako. Zdaj, ko bom povedala številko, se vam bo zdelo ogromno, ne. Torej, mentorjev nas je bilo od 40 do 45, ne. Zdaj, če primerjamo to s številom otrok, je to skoraj enako. Ampak morate vedeti, da se v teh 3 dnevih, torej letos smo imeli prvič tabor, da smo 2 dni prenočili, v teh 3 dnevih se zamenja teh 40 ljudi. Nekdo še ima službo, druge opravke, ne more biti vse 3 dni prisoten, zato se probamo uskladiti in menjati tudi. Je pa potrebno tudi vedeti oziroma upoštevati, da za izvedbo delavnice je potrebno več ljudi, še posebej mi, ko imamo 5 krožnih delavnic, torej vseh 50 ne moramo dati naenkrat na eno aktivnost in jih potem razdelimo v 5 krožnih delavnic, recimo 5x10. In na teh 5 delavnicah mora nekdo izvajati te stvari. Recimo, da če so že 3 na vsake delavnice, se že potem število nabere. In potem so tu še kuharice, pomočnice, tiste, ki skrbijo za nabavo, tisti, ki skrbimo, da vse poteka tako, kot mora, pa da gremo po urniku in neki časovnici. In pa vsi drugi, ki tudi prispevajo k urejenosti doma in okolice v tistem času, ko je tabor. Se zgodi, da se kdo na taboru dolgočasi od otrok? Jaz mislim, da ne. Vsi so vpeti v dogajanje. Je pa res, da jim moraš pripraviti zanimive delavnice, na zanimive teme, da jih potegne. Je pa tudi tako, da nekaj prostega časa imajo, recimo med obroki ali pa po izvedbi kakšne delavnice, drugače jim pa ne pustimo niti tako dihati, da bi se sploh dolgočasiti začeli. Vsem jim je fascinantno, oziroma vsi so navdušeni nad tem bazenom, ki ga smo zdaj, mislim, da imeli že 4. leto. Da opiši nam malo ta bazen. Ja, bazen postavimo iz bal, takšni veliki bal, damo noter folijo in napolnimo potem vodo. To jim je vsem nekaj fascinantnega.
vedno uživajo v tem, tako da letos smo ravno zaradi tega tudi podaljšali za en dan, da bodo spali dlje v taboru in pa da bodo imeli še en dan bazena zraven. Torej, ker če mi recimo bazen postavimo, je brez veze mogoče, da ga izkoristijo samo 1-2 ure, ampak smo ga potem izkoriščali kar vse 3 dni. Tudi na zaključku so se otroci kopali, ko so tudi starši prišli po njih. No, čigava bi pravzaprav bila to ideja za takšen bazen iz Bal? Jaz mislim, da smo kar vsi preko teh raznih videov, ki jih vidiš na Facebooku in pa teh idej, ko smo jih pobirali, smo nekako videli ta bazen, čeprav v drugačnih izvedbah. Nekateri tudi bazen naredijo v prekolici traktorske, tudi dajo folijo noter pa vodo. Potem smo pa videli tisti bazen iz Bal in smo rekli, probajmo to, ne. Letos smo še dodali milnato stezo, torej na folijo črno smo milnico naredili in so se tudi drsali otroci po tej foliji, tako da bazen in folija, to je bilo zmagovalno letos. Odlični pogoji za norenje, ne, za otroke. Je pa tudi res, da moramo paziti na varnost otrok pri tem, ne, to je pa druga stvar, druga skrajnost, ampak na srečo moram potrkati, da se nič ni nobenemu zgodilo. Mi tudi otroke zavarujemo vedno vsako leto, vse tabornike, tako da imamo tudi to poskrbljeno. Torej ni, da ni, organizacija od začetka do konca. Praviš, da 2 noči so prespali. Kako je potekalo to spanje, glede na to, da je ena noč bila kar burna in mokra? Ja, v petek nas je malo vreme hecalo. Za postavitev šotorov se potem v petek nismo odločili, ampak smo izkoristili šolsko telovadnico in pa kulturni dom Sokolana za aktivnosti. V telovadnici smo se popoldne, ko je bilo malo bolj deževno vreme, izkoristili za razne športne igre. Otroci so se dobro raznoreli v telovadnici, na plezalni steni, košarke, odbojka, nogomet, ni da ni. In potem smo noč preživeli v Sokolani. Bilo je bolj toplo, ker je bila tudi noč mrzla in pa predvsem na suhem smo bili. Je pa bilo tudi eno posebno doživetje to, ker smo se po celi Sokolani eden zraven drugega namestili, v spalne vreče vrgli in tudi tam spali. Smo si pa tudi ogledali pred spanjem risani film, 2 celo, ker otroci enostavno niso hoteli spati. Ja, tako da prva noč je bila v Sokolani, no iz sobote na nedeljo smo pa potem postavili šotore in smo tudi prav taborili. Kar je pa bilo tudi za njih, otroci so si želeli prespati v šotorih, tako da smo jim tudi to omogočili. Se kdo razjoče, recimo, da bi šel domov? Takih primerov nimamo, se pa preventivno preden gremo spat odločijo, da grejo domov. Ampak letos smo imeli samo enega tabornika, ta je bil tudi najmlajši udeleženec, 6 let star, tako da samo on je šel k babici prespati. Ostali so pa spali, ja. Se pravi, stari so od 6 let pa do zgornja meja? Načeloma je omejitev od 7 do 16, ampak ta fant je tako si želel končno priti na gasilski tabor in je drugače iz Maribora, ampak je njegova mama iz Središča in je potem bil pri babici na počitnicah in je potem na vso silo hotel priti in smo mu potem tudi omogočili, da je prišel. No, dejala si, da tudi iz Presike, iz prostovoljnega gasilskega društva Presika pridejo, to je seveda Hrvaška, kako pa se sporazumevajo otroci, imajo težave morda z jezikom? Moram reči, da presenetljivo ne. Dobro, zdaj so bili že 3. leto pri nas, zelo jim je všeč. Po eni strani tudi zaradi tega, ker se pri njih toliko ne ukvarjajo z mladino in se potem radi udeležujejo naših aktivnosti, ki jih mi prirejamo. Jezik po mojem ni problem, pri otrocih še posebej ne, oni se sporazumejo na svoj način. Glavno je, da se vse zmenijo in da so si dobri med sabo in da se povežejo. Tako da mislim, da so jih naši otroci kar dobro sprejeli, lepo, nič jim ne manjka. Ti otroci iz Presike pa vedno pohvalijo kuhinjo in pa da bi še kakšen dan ostali. Kuhinjo pohvalijo? Ja, kuhinjo pohvalijo vsi. Na koncu tudi damo za evaluacijo eno anketo otrokom, toliko da mi dobimo občutek, ali je to, ali smo naše poslanstvo dosegli, če smo dosegli naš cilj in če se bodo radi vračali, dobro, to bomo videli naslednje leto, ampak rezultati ankete so skozi pohvaljena kuhinja,
To je prva stvar, potem bazen in pa zagnanost mentorjev. To so te Zagnanost? Ja, to so 3 ključne stvari, ki prepričajo otroke. No. Se mi zdi, da vzdušje mentorjev in pa kako prenesejo ti energijo na otroke, to je tudi bistvenega pomena. No, sedaj prihaja poletje, najbrž si boš tudi ti privoščila dopust. Kaj pa potem v smeri gasilstva načrtujete jeseni in potem? Ja. Zima pride. Dopust, to je lepa beseda, upam, da bom ga izkoristila. Po tem napornem letu sem si rekla, da študijskem, kako tudi pri gasilcih, sem si rekla, da moram dopust in počitnice maksimalno izkoristiti, bomo videli, kako mi bo to uspelo. Drugače pa imamo tudi čez poletje vaje. Vaje gasilske sicer so bolj v sproščenem smislu, imeli bomo lov na zaklad, potem escape room, to je recimo, ko imaš zaklenjen na vsa vrata recimo gasilskega doma, pa potem morajo se oni znajti in poiskati ključ z raznimi namigi, neka igra. Potem se pa začne je konec avgusta ali pa polovice avgusta že priprave na regijsko orientacijo, ki nas čaka prvi vikend v septembru. Potem se pa začne šolsko leto in spet delo za naprej. Vedno se torej nekaj dogaja. Recimo v oktobru nas čaka tudi dan odprtih vrat spet, kjer tudi z mladimi sodelujemo, pa potem delavnica adventnih venčkov, tam se priključimo našim članicam, ki organizirajo to delavnico, in pa na koncu decembra zaključek. Vmes bomo pa še izvedli, oziroma se bomo udeležili srečanja mladine Gasilske zveze, mentorji bomo pa imeli tudi srečanje mentorjev Gasilske zveze. Tako da pestro. Vsako leto si na začetku torej leta naredimo plan dela, to je neka obveznost mladinske komisije in potem se ga poskušamo držati. Ja, to so naši plani za naprej. Za konec pa nam povej še, koliko pa je mladincev torej, v prostovoljnem gasilskem društvu Središče ob Dravi. Ja, to je tako, kot recimo članov na papirju in pa tisti, ki smo aktivni, je razlika. Naprimer, zdaj trenutno aktivnih, ki redno vsak teden obiskujejo vaje, je 16 mladih. To je 12 pionirjev in 4 mladinci. Mogoče je ta številka premala, verjetno je res. Trudimo se zadnjih nekaj let bolj specifično delati na mladine, ampak problem pri mladincih je ta, da ko prehajajo iz osnovne v srednjo šolo, je prvo to, da grejo recimo malo dlje od doma, se recimo pišejo v Maribor, jih čez teden ni, najdejo druge interese in opustijo to. Nimajo več tistega občutka pripadnosti. In ravno na tem se mi trudimo, da bi vzbudili pri njih ta občutek, da tudi, če bodo kamorkoli drugam šli, da bodo to vedno nosili s seboj. To. Drugače, mladine vse nasplošno vpisane do 18. leta v gasilsko društvo, pa je po moje do 40. No, kakšne izkušnje pa z mladimi in torej s uvajanjem, pa tudi z vpisom torej med gasilske vrste, med mladimi pa imajo v drugih prostovoljnih gasilskih društvih? Ti je znano, kaj recimo? Ja, moram reči, da jaz, ki se udeležujem raznih posvetov mentorjev na regijski ravni in pa tudi na državni ravni, se srečujemo z mentorji iz cele Slovenije. Tudi pri gasilcih dobiš ogromno spoznanstev. Jaz recimo po celi Sloveniji imam prijatelje, no, če se temu tako reče. Problem je enak pri vseh, bom tako temu rekla. In ne nasplošno samo pri mladini, tudi pri vseh generacijah gasilcev. To pomeni, celotna gasilska organizacija je malo padla, kar se tiče na temu, da se gasilci več ne počutijo pripadne. Tako kot recimo drugo družbeno aktivnost opuščajo ljudje, tako tudi gasilci opuščajo svojo gasilsko aktivnost. In jaz mislim, da bi morali ravno v tem delati. Smo začeli nekaj v to smer tudi delati, vsi, ne samo naše društvo, tudi vsa društva po Sloveniji, ampak bomo videli, to je po mojem dolgotrajen proces. Tako kot je dolgotrajen proces nekoga naučiti in prepričati, da ostane, tako ga je tudi težko pridobiti nazaj.
Jaz mislim, da bi se zato mogli vsi tudi zavedati tega. Ne samo mentorji mladine, ki smo odgovorni za mladino, ampak vsi člani recimo gasilskega društva in se tudi povezovati med seboj. Tukaj se mi zdi, da ko eni drugega dopolnjujemo in se povezujemo, ni lepšega in pa boljšega občutka. In jaz mislim, da to tudi ključ za uspeh, da obdržimo to tradicijo naprej. Ker če ne, ne vem, marsikatero gasilsko društvo tudi že propadlo, recimo v Sloveniji, oziroma so se razpadle. Zato pa je tudi pomembno, da ljudje znamo stopiti korak nazaj, da se prilagodite, marsikdaj tudi popustite, pa stopite na skupno pot, ne pa vsak vleči na svoj konec, ne? Ker to je, vsi smo taki, tudi jaz. Samo ja, malo bodo pa je tisti, ki se zaveda, aha, zdaj pa je to predalečno, moram stopiti korak nazaj, da lahko potem skupne cilje dosežemo v tem kontekstu. No, zelo lepo si to povedala in naj bo to torej tudi neko sporočilo tvoje za konec, kajti to, kar praviš, velja tudi za druge takšne društva in ustanove. Ja, tudi za druga društva, ne za samo za gasilsko društvo. Se mi zdi, enkrat mi je nekdo rekel, tam, kjer so dva ali pa trije že skupaj, že lahko pride do problema. Torej, kjer sodeluje več kot 3 osebe, je lahko že problem, ker to so 3 različni karakterji, 3 različni cilji, miselnosti, ki jih ljudje zasledujemo. Tako da ja, vsa društva bi mogla, vsa društva zagotovo imajo tudi nekaj razkorak, po drugi strani pa tudi dobro delujejo. Tako da ja, en korak nazaj, pa smo že bliže potem k skupnemu cilju. To je moje vodilo, recimo. In pa da skupnimi močmi seveda, ker en posameznik težko doseže kakšno takšno veliko stvar ali pa velik dosežek. No, gotovo pa je, da namen teh taborov, ki jih organizirate vi, pa tudi druga gasilska društva, imajo namen, da se torej pridobi, da se vzgaja mlade v duhu, tem nekem gasilskem in verjetno potem vseeno, kdo se pridruži torej društvu, ne? Ja, to je res, ja. Mi nimamo gasilskega tabora samo za gasilce, tako kot sem že prej rekla. Mi gremo tudi na osnovno šolo, na Facebooku imamo javno povabilo in se lahko na taboru pridružijo tudi otroci, ki še niso gasilci oziroma niso imeli še nikoli stika z gasilstvom. Se mi zdi, da je to nek boljši način, kot pa neka suhoparna predstavitev gasilcev, ampak da dejansko pridejo, vidijo, kako je in da se imajo v naši družbi tudi lepo. Tabor je pa tudi dobra stvar za nas, odrasle, da se vsi potem spet vidimo v gasilskem domu in se povežemo. Ja, recimo v tem smislu, ja. Lea, hvala lepa, da si vzela čas. Lepo je bilo poklepetati s tabo. Želimo ti veliko uspeha, če ne prej se vidimo na taboru prihodnje leto. Hvala. Nekaj posnetkov smo tudi v teku pogovora sedaj videli, kako je to vse skupaj potekalo pri vas in res je bilo prijetno, ne? Če je bilo nam, gledalcem, je bilo gotovo tudi udeležencem. Torej še enkrat hvala lepa. Hvala tudi vam. In adijo. Srečno. Adijo. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, je pa to tudi zadnja pogovorna oddaja pred dopustom. Znova se vidimo v drugi polovici meseca avgusta. Vse dobro vam želimo do takrat.